Jaz sem mu vedno rekel, dej, pej greva s katrco tam na slalom odpeljati, ker je res, avto se je, noro dobro se pelil, ne. In katrca je zdržala preko 350 000 kilometrov brez enega problema. Ja. Skoraj smo že začeli z zgodbicami, pa še ne smemo. Folk, dober dan. Že. 2025 teče proti koncu. Dober dan. In se mi zdi, da ga še ni bilo podcasta, ki bi ga atmosferci posneli, navkljub vsem gostom, ki smo jih imeli, pa temam, ki jih razdremo na skoraj tedenski bazi, da bi se ti, Jure, kakšnega tako veselil, kot tega ne. V bistvu imamo gostja danes. Ja. Gostja imamo, ja. Sam da je ni tle. Čak, da povem. Imamo, ja. Vse imamo. Imamo, vsi, mi smo Imamo tako goste. pripravljeni, da povem zgodbo. Vemo, kjer je najljubši avto od Jureta, ne? A pa en najljubših Jure, ne? Ne, narobe si začel, Ciril. Ne. Daj povej. Daj. Pač gostja, današnja gosta podcasta je Renault 4 Tako je katrca. Ampak zakaj, Jure? Zato, ker je to avto moje mladosti. To je moja muza. Jaz sem se na katrci naučil kupling obvladati, jaz sem na katrci naredil svoje prve dvoriščne kilometrčke, prvič sem se z njo po travu vozil. Ja. Prvič si. Ne, to pa nisem prvič v katrci. Prvič sem, to je valjda, ker bo to drug ko seba, on mora ta prvič, ne, ni bilo. Ampak, Ne. ja, zgubil sem pa jumfer v katrci, svoj vozniški jumfer. Okay. Katrca je iz dežele, kjer prihajam jaz, med dolenskimi griči. Ne nazadnje je katrca eno, bom rekel, dolensko spremenila iz ruralne dežele, ker se je večinoma ljudje so se ukvarjali s kmetijstvom, z vinogradništvom in tako naprej v današnjo gospodarsko oazo Slovenije. In to z vsem spoštovanjem lahko rečem, ker imamo tudi daleč najuspešnejše podjetje tam. In to je, vse to je posredno bilo tudi zaradi tega, ker se je zgodil IMV oziroma velikan pod Gorjanci, ki je začel ljudem kruh rezati. Takrat smo Dolenci začeli razmišljati. Mislim, ker smo vam Ljubljančani dali katrco za Ja, se je to dosti povedal, mogoče tudi o tem, da ste pač izgubili. da vi takrat niste bili sposobni tega speljati. Drugače se katrca bi še zdaj bila v Litostroju, zdaj pa kaj je v Litostroju? Da boste vedeli, da geneza, izvorna točka tega podcasta je bila Danska, kamor smo šli s Sebatom na testiranje za koti za evropski avto leta in takrat smo atmosferci prvič sedli v katrco in Jure je takrat zagrabil šanso in je rekel, fantje, zdaj pa, kdaj pa bomo posneli podcast o katrci, ker zdaj si pa zasluž, pa kaj nova prišla, pa tako naprej. Se danes bomo o tem še veliko govorili. In zdaj smo tukaj in ker je Renaultu prišlo na eni domači tiskovki na uho, da bomo se mi malo katrci posvetili, ne, da je to ene vrste božično darilo za našega Jureta, ne, da končno lahko brez omejitev, kakršnih koli govorimo o tvoji muzi, so pa rekli, ja, vam damo lahko neki, a bi kaj nadel, pa sem rekel, ajde, dajmo, če že tako Jure je dal gor kapco, jaz nosim majico, Flower Power, ker si nisem mislil v lifeu, da bom nosil Flower Power majčko. Sebi ima pa šalčko. V glavnem danes bo katrca središče tega podcasta. Jaz tudi mislim, da je prav tako, ker vsak let peljemo tolkenih zanimivih avtomobilov in prav zares je bila, tako kot je bila lani petka, hočeš nočeš, pogonski sklopi, gor ali pa dol je bila katrca tak attention grabber, da je v bistvu to, kar se ne vidi kar tako. No. Ne, pa tudi, da ne boste mislili, da zdaj sem Jure silu, da moramo tukaj o katri govoriti. Ne, za katro smo se veselem. Kdo nima zgodbe s katro? No? Prvič je to, da ljudje. Mislim, jaz se spomnim, ko sem bil pred leti, ko je katrca praznovala 60 let v Parizu na enem takmu, glih v takmu predbožičnem času, mislim, da je bil konec novembra. Je že takrat, ko smo začeli s katrco na Elizejskih poljanah, pa pol imeli 2 dni pa v tovarni Flon, pa okrog smo se vozili, sem od vas dobil toliko enih sporočil in takrat mi je bilo jasno pač, da so avtomobili, ki zaznamujejo cele nacije. Ne? Se pravi, katrca je zagotovo tista avto, ki je zaznamovala mobilnost
bom rekel, ljudsko mobilnost od recimo tam od leta 70 naprej v Jugoslaviji vsekakor. Se tudi odziv na Katrco imamo mi stalen, tudi na ta novo, pa na vse ostalo. Druga zadeva, ki pa je pa z obuditvijo nove Katrce se je seveda po dobri stari slovenski navadi razdelilo v dva pola in eni v njej vidite ful dobro reinkarnacijo, drugi pravite, da ni čist nič v povezavi s staro Katrco, kar tudi vsak ima pravico do svojega mnenja in tudi o tem se bomo danes malo pogovarjali. Jaz vam bom tudi povedal, kje sem jaz takoj prepoznal elemente v novi Katrci, ki me spominjajo na staro Katrco. In tudi jaz vam čist odkrito povem, ko se je začel ta Renaultov niz obuditve znanih ali pa, bom rekel, ikoničnih avtomobilov iz zgodovine. Jaz, ko sem prvič videl Petko pa Katrco, sem rekel, ok, Petka je res huda, Katra je pa tako, ne? Pa zdaj, ko sem videl Twingota, sem spet rekel, Twingo je res hud, ne? Ampak ko sem prvič videl novo Katrco, mi pa ni bilo tako, da bi rekel, tako je bilo. Ne? Pa tudi, ko smo gostili francoskega inženirja, če se spomniš, Kristofa, je tudi rekel, Petka nam je ful ratala, Katra, je pa on iz svojega osebnega pogleda rekel, mi pa ni tukaj spet zelo všeč, ko mi je Petka. Ne? Sam to je bilo tudi, pri meni je bilo čisto isto. Jaz Petko, ko sem videl na fotkah, sem rekel, koliko je lušna. In pa sem jo videl na cesti in se je to sam še potrdil. Pri Katri pa ni bilo tako. Jaz sem Katro moral videti v živo, da mi je ratala všeč. Še spomnim se, a še ti na prvi pogled šel, pa si rekel, ja, pa je malo večja, pa tako. In jaz šele, ko sem v živo videl, sem rekel, mi je lušna takoj postala. Prek slik mi pa ni zadogajala, moram priznati. Jaz ti pa moram reči, da sem Katro videl dvakrat. Ta prvič, 2 leti nazaj, res še prototip in mislim, mi sploh ni bilo všeč. Ker ne vem, mislim, da so bile takrat gorša neke druge luči ali kakorkoli. Pa sem jo videl, ne vem, lani, spet v studiu, v design centru, pa Renaultu, pa mi je bila, ok, Katra, pa si rečeš, pa se sploh ne veš, kje je ta podobnost ta staro pa to. Ker sem jo pa pelil, mi je pa takoj všeč Katra. Ja, se to je tudi... Ne. Pa se mi zdi, da je to ta kakovost, ki jo ima. Ja, mi je tudi oblikovno pol všeč ratala, prijazna, pol vidiš, da je cool pa tako. In to je en avto, nekoč mi je en oblikovalec je rekel, veš, včasih ti ne sme biti avto takoj všeč. Ker če ti je takoj všeč, pa ti bo tudi zelo hitro ti ne bo več. To drži. To je pa dobro, ja. Ne? In avto te more prepričati skozi uporabo ali pa skozi vsakeč, ko ga vidiš, si rečeš, pa sej, pa na koncu pa prijatelja. Pa še, ko avto vidiš v mesu na ulici, na naravni svetlobi, a je to po noči, a je zvečeraj v garažni hiši, to je to druga zgodba, kot v enem studiu, da to, vse veš, koliko... Studio je itak. Pomisli, kako je bilo zdaj že, ko smo bili zdaj pri Matjažu, ko smo imeli fotoshoot, ok, Mustang je itak čist bolan, ampak ko ga je pa ven zapelil, smo se pa do konca stopili, ker ga ti vidiš na soncu pa v prometu in s Katrco pa še z mrzkašnim avtom je tako, da ga rabiš videti tudi v divjini. Ja. Ne, predvsem pa je mene prepričalo, ko sem prvič Katrco ta novo pelil, ko smo imeli tudi testno Katrco, mi je bilo jasno, da v bistvu ni eden rekel, dajmo mi malo ta staro Katrco v oblikovalski studio pa neke karoserijska razmerja ven potegnemo, ampak dejansko so veliko so se posvetili temu, da nos ta, bom rekel, da nos ta karoserijski genom tudi ta nova Katrca. Sem si klele prebeležil. Kva? Ja, da najprej mogoče povemo, kaj je tisto, kar je pač mene prepričalo, da je ta Katrca dostojni naslednik nove Katrce. Ne? Seveda največja kritika je v tem, da pač nima legendarnega menjalnika. Ja, seveda, zato ker je pogon drugačen in tacga menjalnika ne rab. Ampak ti da malo kompasa. Naprimer, za začetek pogledaš zadnje stransko okno pri novi Katri. Jaz ga sicer nisem šel zmeriti, tisti legendarni trikotnik, ampak po proporcijah je po moje skoraj tam. Ne? Druga zadeva, pokončne zadnje luči. Ne? A veš, s tem, da svetijo bistveno boljš, kot so pri Katrci, ta stari kadarkoli. Ne? Kot pa ravno zadnja vrata. Ne?
Govorimo o prtljažnih vratih. Ne? Oblika prtljažnika, nakladalni prak pri prtljažniku. To je stalo skoraj isto. Poleg tega, pa, ko sem gledal ta novo katrco, sem se vas spet spomnil na ta staro, če v bistvu pogledaš, kakšen avto je Renault je s Katro prinesel, bom rekel, revolucijo v življenje. Ne? Takrat na bordu, 6 let predtem je bila sploh originalna Katra narisana, je prišel predsednik uprave pa je rekel, naredite mi avto, ki bo poln življenja. Seveda so štartali na dati kontro Citroenu na dvojko, ne? In če ti ta staro Katrco pogledaš, ni bila električna, pa je imela raven poden, pa je imela dost velik ground clearance, ne? Pa je imela 5 vrat, pa je imela višjo streho. Se pravi, oni so takrat Katrca v originalu, kot jo jaz vidim, je taka, da je v bistvu dolgo pred svojim časom utemeljila avtomobilsko križanje, ker je bila tudi takrat, če si pogledal njeno karoserijo, je bila out of the box. Je bila. Ja. Utemeljila je avtomobilsko križanje, pa utemeljila je se pravi življenje oziroma red klasičnih kombi limuzin križanih z karavanskem, oziroma takrat v enoprostornežih sploh še ni bilo mogoče. Ta avto je bil v bistvu kar vse stari. Karavan, kombi limuzina, postanemo še pri ta stari, ker imamo še mrske zapoje. Hotel sem ti reči, oni so uspeli na 367 cm dolžine, ne? Prva komercialna reklama, taka, ki je bila B-rolla, ki so posneli s tem avtom. Nikoli pozabil sem jo videl v Renaultovem muzeju, tudi ta klip, probo ga najde, da ga bomo v podcast dali, obljubim ne, ampak probo ga bom najde. Se je Katrca po enemu razdrapanemu makadamu prpelala, 2 sta prijahala iz strani, mislim, da je bilo tu na jugu Francije snemano, in so odprli zadnja vrata in so celega osla vam pretrogali. A veš? In takrat je bil postavljen ta, bom rekel, Renaultov genom, da je raziskuj dalje, kaj mi lahko skrižamo, da bo avto prinesel največ. Ne? Najbolj me pa sezuje res, ker razmišljam, veš, takrat so imeli vsi avtomobili sredinski greben, Katra ga ni imela. Zato, ker je imela original Katrca, seveda, menjalnik postavljen pred motor in zaradi tega je dobila tudi to marelo. A veš, da mi je bilo kar nerodno, kako ste vi na Vranskem odprli haubo ta stare Katre, pa ste to pokazal, kam gre ročko menjalnika. A veš, da jaz tega sploh nisem vedel, stari. Ja. Pač ne vem, vsi smo imamo neke izkušnje pa spomine s Katro, sam pač očitno okoli nisem pod haubo pogledal. No. Ostanemo še malo pri ta stari, ki imamo kaj zapovedati. Pridemo še polk ta novi, pa jih izkušnjam, pa vsem tem, pa testirali smo jo, pa Jure je v bistvu med prvimi na svetu pelil edino na svetu, ker zdaj mogoče bo že Renault kakšno novico povedal, ali pa ne, bomo videli za Savanko. Ne? Ja, jaz močno držim. Ko si rekel reklama, Savanka 4x4 drugače, se pridemo še do kaj. Ko si rekel reklama, folk, mogoče mi vi lahko pomagate, lahko da se jaz motim. Jaz imam v spominu iz otroštva reklamo za Renault 4, jaz mislim, da je bila to Katra, da ni bila to 5, ki je bila, ne vem, mene je takrat to, jaz sem takrat čakal pred televizijo, da bo vsakič znova ta reklama, ker se je Katrca pripeljala v eno areno in se je fajtala z drugimi avti, ki ne znam drugače povedati, da so bili vzeti iz Mad Maxa. In Katra je not prišla in ona jih je vse pometala, ne vem, kaj se je tako dogajalo, taka temačna reklama. To sti sanjo, majke. Niso sanjo, stari. Ta reklama nekje obstaja in jaz vem, da sem jo enkrat že pred časom najdel in zdaj ne najdem več. Zdaj pa, prosim ljudje, a imate v spominu reklamo, da Katra fajta v areni druge avte in zmaga? A je bil to kakšen drug Renault? Ker jaz mislim, da je bil to... Jaz imam to reklamo v glavi, ampak ne bi si pa potrdil, da je bila Katrca. Pa ni bila petka so bile pa že druge. Pa. No, ampak imam pa to reklamo. In pa, to me frustrira, da ne najdem. Ampak veš, pa pač ni, da v bistvu štart Katrce ni bil tako preprost. Ne? Oni so najprej naredili Katrco, ki se ni prijela, to sta vedela. Seba noč najde, sem že vse. No, kaj se ni prijela? Ja, oni so najprej naredili robustno različico Katrce. Še mečkam bolj stranga, da je majko od sebe pikico. Robustno različico Katrce, ki je nosila oznako Renault 3. Kva? Ja. Renault 3, če si tako od strani pogledal, od spred pogledal, bi rekel, da se to je Katrca. Pa ni bila Katrca, ni bila Renault 4, ampak je bila Renault 3. Bila je čist direkten odgovor na Citroena 2CV. Tehtala je pa 570 kg, pa imela je 600 kubičen motor.
Ampak ni imela pol tudi ta prva katra 600 kubičev. Ja, ampak je bila pa že upgradena, v bistvu je bila preveč basic tudi za tisti čas, ki je nastala, pa so pa naredili iz trojke različico malo jačo, to je pa ratala štirica in takrat je pa katra uscvetela. Porodne težave. Mislim, Ja. težave, se katra je bila tak hit, da popizdiš, ne? Pa tudi zanimiva je še ena zadeva. Ne? V bistvu katrca je tudi avto, ki ga je Revoz najdlje izdeloval. Oziroma takrat začel ga je izdelovati IMV, sploh še ni bil Revoz. Ker katrc so skupaj naredili 8.135.424, ampak jaz še danes trdim, da zadnje katrce, ki so se pelale iz Novega mesta, iz tovarne v Novem mestu, niso v tem registru. Zakaj misliš pa, da ne? Zato, ker je bilo v muzeju, v tovarni, ko se že prav reče, Flon. A ja, napačen datum so ti dali za zadnjo Ja. narejeno. Daj povej to zgodbo, no? Ja, napačen datum je bil, tam je bila zadnja katrca in jaz gledam in je pisalo leto 90, ali mislim, da je pisalo leto 90. In sem rekel, to pa ne, katrce so v Novem mestu so katrce delali do leta 92, jaz vem. In so se oni začeli spogledovati in so rekli, mogoče pa res, ja. Tako da, Veš kaj, to je tako, kot pri teh firmah, ki šivajo cune, pa malo materijala ostane, pa še malo mim špure udarijo, tam jim je pa tudi malo ostalo, pa se še par katrc naredili, kar tako ne. in tudi prej, ko Njim števca. Ne, hočem ti reči, katrc, sicer uradno jih bilo narejeno 8.135.424. Ampak mi čakamo na drugo legendarno številko. Ja, pazi to, ampak v Novem mestu pa od leta 73 do leta 92 575.824. To bi si zdaj že lahko zapomnila, ker to so pa to krat slišala. 575.814. Ampak, Okay. veš, s tem modelom je v bistvu tovarna zrasla in tu je meni tudi zaradi tega tukaj pri srcu ta model. A ti veš, da takrat, ko je iz ljubljanskega Litostroja, ko so bile prve katrce slovenske narejene, bila zadeva. Je že bil Litostroj? Je bil. Bil Litostroj, ja. Prestavljeno v Novem mestu. Ne? A veš, koliko so takrat bili sposobni narediti v Novem mestu katrc na dan? 24. Dej nekaj stari. Če to pa kar veliko. Ja. Mislim, Dobro, res je sicer, za masovno proizvodnjo, ki je takrat že v Evropi potekala, je bila to minorna številka. Ampak jaz ti hočem reči, kako je katrca predstavila avtomobilsko industrijo v višjo predstavo in da je pol to ratala resna mednarodno uveljavljena tovarna, kar danes pač Revoz je. Ne. Pa še ena zanimivost, veliko smo se z ljudmi pogovarjali o katrci in v Novem mestu kroži en urbani mit, ki ga noben noče v resnici reči, ne, to pa ni res, pa tudi noben ni hotel povedati, ja, to pa je res, to se pa jaz spomnim. Kar poj. Ampak kroži urbani mit, veš, takrat logistični procesi v taki resni pa veliki tovarni niso bili tako digitalizirani kot danes. Ne? In vsak listek, ko si ti pripopal v proizvodno, je mogel priti delovodja potrditi, pogledali so se fascikli naročili in tako naprej. Ne? In baje se je v Novem mestu enkrat zgodilo v Revozu, da je pošta, takratna pošta Jugoslavije naročila eno serijo rumenih katrc. Ja. Ja, po bi se imeli pa dol v lakirnici malo zabave. Noben točno ne ve, ali se je fantovščina malo podaljšala v tovarno, ali se je kakšen otrok rodil, ali je kdo kakšen prstan obljubil, v končni fazi ni važno. V glavnem, ta listek v lakirnici, koliko serije določenih katrc najbolj rumenih, je šel nekam preveč naprej. Je na rumeno polakiranih več kot 500 katrc. Naročilo je bilo pa tako, v rangu, ne vem, 150 ali 200. In tu zdaj kroši v Novem mestu, vidi, da so rumene katrce so seveda najprej ponudili lokalnemu prebivalstvu, pa po celi Jugoslaviji, tako da so pol uspeli prodati
Stari, no in če sem v live videl eno rumeno katrco, veš. Ja. Vse so bile bolj rdeče, pa plave, pa bele, pa kakšne so še bile. Veš, ena je bila una kožna barva, se spomniš? Ja, bež. To so imeli paratiju na AMZS, so imeli službeno tako. To sem jaz naredil, Jože, takrat sem napako naredil. Jože je jager, ki ga jaz poznam. Mislim, da je celo kariero naredil v revozu, ko je imela katrca 50 let, je on meni rekel, poslušaj, Jure, ti jaz vem, da je katra pri tebi posebej zapisana. Je mu tako bež katrco, ful malo kilometrov, ne vem, če je imela 70 000. Pa je imel, se spomnim, na voznikovih vratih je imel jelena ali marjasca, ne vem, ali je bilo pa sovoznikov jelen, pa je bil na voznikovih marjasca, tako lepo nalepko, je prav ven stopla iz tiste bež barve, ki je bila od meni drugače najbolj nagražna tista Stari, barva. jaz ne vem, ja. Je rekel, da jaz bom šel zdaj v penzijo, jaz si verjetno eno vitarco kupil, ne, se na 400 evrov pa bo tvoja, ne. Sem jaz takrat bajto delal, sem rekel, jaz moram to kupiti. Pa sem domov prišel, pa sem rekel ženi, tu mi zdaj eno katro, rekel, kaj ti je, mi se moramo vseliti, veš, kako je, ko bajto delal, še postrga. No, pa sem rekel, se mogoče ima pa prav, ne, se bo še prilika. Se še danes ne vem, če ni imela prav, jaz ne vem, če bi ti tisto katro vozil. Zdaj si jo lahko eno misliš za okolbajte. Zdaj ni več 400 evrov, ne. Tu bo pa en povedal, ko smo ga obiskali, ne. Ja. Kako kotera stara katra na novih borzah. Min grede, za tiste, ki spremljate atmosferce že od začetka, mi smo začeli z videom na YouTubu, ki smo en pred drugim postavili na letališko pisto 6 avtomobilov, 101, Katro, Jugota, Hrošča, Bovco pa Fičota. In je katrca bila zmagovalka ta prvega atmosferskega videa, tako da je dobro zapisana, pa že takrat si zunaj. Sam stari, nisem zihar, če niste takrat v videu povedali na drugo številko, 575 804. Se gremo lahko preveriti. Lahko, da so vmes še kaj naredila. Se še kaj izvedel, da je še kaj izpod pulta vam parpalal. Tako da je še kakšna katrca vložena, ampak iz vozniškega vidika, pa tudi nekaj, Ciril, ne? Ja. Lej, in to je, ko smo se z ljudmi pogovarjali, ne? Ja, se to moramo pogremo pa na to, ja, dej povej. Lej, iz vozniškega vidika zakaj imamo tudi katrco tako radi, ne? Lej, ti si kot mlad šofer stopil v objem katrce, pa si z njo zrastel, ne? Ti si mogel vse prvine vožnje usvojiti z njo in ona je iz ceste ti govorila. Ne? Jaz sem takrat bolj malo poslušal. Imel si tudi težave, ne? A ti veš, naprimer, ne, si vozil ti kdaj katrco vsak dan? Vsak dan en tak deževen dan, ki je danes, ne, tam si mogel imeti 5 vilet zraven. Ne? Zato je bilo pa tisto trikotno okno, je bilo najbolj, del, ki si ga verjetno največkrat v katri parijel, ki si mogel skozi odpirati, zračati. A veš, motorni prostor, ne? Motorni prostor je pri katri kar velik, ne? Pa precej prazen. A veš, kaj je to pomenilo? A veš, zakaj smo vsi, ker takrat udarec klimatskih sprememb še ni bil tako hud, ne? Pa smo imeli tudi kakšno obdobje, ki je bilo po 10-15 dni -10, zjutraj pa -5. Ja. No, dejansko katro, ne? Jaz se spomnim, rutina pri Gregorčičevih na cesti Herojev 30 oziroma po Sajdlovi cesti sva s fotrom, tako da je en takle november, in mu odrezam tak linolejček, prelukljene nete, odzad orang sintetično vezalko, tako močno, in smo šli linoleje nalimati na reže od katre, ne? Katra sredi. Ja. Zato, ker dejansko, kadar je bil ful mraz, zaradi te praznine, ker je bilo koliko motornega prostora pa direktnega vstopa, motor se sploh ni segrel na delovno temperaturo in se je zgodilo tudi, da je lahko katra laufala orang, pa je bil motor pohlajen in je začel kašljati, dobesedno. Da nekaj. Ja. In kako je že Renault tega naslovil, stari? Jaz sem to, ker so se pač takrat ene stvari tako rešile, pa star avto, to je bilo stari. Takrat tam zdaj mi mogo po mailu pritožbe napisati. Ja, pa takrat se je Renault tudi že z drugimi avti tudi ukvarjal. Katro so pa sam terali, dokler je šlo, vse vem, ja. Ne, pa njena tehnička posebnost, ne. Njena tehnička posebnost je bila za prst različna dolžina med osne razdalje med levo pa desno stranjo, ne. To je pa zaradi zadnje torzijske preme.
In zato je Katra, ko govorim o pridobivanju feelinga z ceste, z povednostjo volana, z nagibanjem karoserije. Vsak Katra, kdaj je vozil, rekel, s tem se prevrneš s košem. Pa sploh ni bilo res. Torzijo, če si raztegnil, če si tako predstavljaš, zadnja kolesa so tako delala. Veš, in tudi ta zaprst razlike v dolžini med osne razdalje ima zelo pomembno nalogo pri vožnji naprej. Da je Katra Katra se je v bistvu fulno gnila, ampak je dobro cesto držala. Imela je pa eno težavo. Policijskega manevra, šerifskega v Rikorcu. Se pravi, da si ti v Rikorc napulal pa na moto, da bi se tako obrnil, kako se že reče temu manevru, no? No vem, ampak veš, no? Tega, pa zaradi te torzije, je šla pa čez bok. To nisi smel, v Rikorc pa zdaj. V Rikorc pa na polno navotati je bil pa smrt. Ker za naprej je zalagalo vinke, ker da, In tukaj se oglasite ime vejovci, jaz mislim, da je šla, ko ste trenirali ta manever, ko ste jih vozili dol na parkirišče za odpremo, da je šla tudi kakšna katrca od nos streko zaradi tega. Jaz se spomnim, smo se enkrat peljali iz Trzina proti Črnučam in pol tam na vrh, ko se pola spustiš proti Ljubljani dol, pa proti Tomačemu, pa kje dol, si pa tudi desno v Črnuče zavil. Ta je bil vedno, ni imel semaforja ta ovig. In se peljem enkrat, mislim, so bila Andraž Kopitar, Andraža poznaš pa jaz, in mi dva grejo pri tem ovinku in zapeljava z neko nenormalno hitrostjo noter. Jaz vidim, ta še kar gas tiši, jaz kaj gledam, pa sem vedel, da je on tako bolj gasten za volanom, pa gre ovink min, pa me on tudi malo bled pogleda, pa jaz tako, pizo stari, nisi me pozoril, da odirkala, pa malo sem prav, me se je šla pa zataknila, stari, in so šla poln gas v ovink, stari, in jaz sem mislil, da je to del programa, sam je bilo res že tako, sem mislil, da so polagala ovink k Valentino. Jaz sem enega Cimra Tadeja, ki je delal kot kurer, pri eni ljubljanski filmi so vel Katrco, jaz sem vedno rekel, ker je bil res navožen, pa Katrco je imel klera noter. Tam odzad, sploh ne vem, kaj je ona cesta, ki je asfaltna baza za podotikom. Vem, kjer je. Taki zelo tekoči vinki smo. Jaz sem mu vedno rekel, dej, pej greva s Katrco tam en slalom odpeljati, ker je res, avto se je, noro dobro se pelil, ne? No, mogoče po mojem pa zdaj kar cajt, ker smo mi imeli Katro na testu, pa še eno to staro smo zrihtali, smo ravno zato, ker smo že vedeli, da bomo snemali ta podcast in ga v bistvu na neki način nismo hoteli posneti folk brez vas. Ker smo vedeli, ko bomo mi v Katri govorili, da bo se vsuljeni zgodb in najprej vabilo vsem tistim, ki gledate ta podcast na YouTubu, ki se ga trudimo vse bolj tudi podlagati s foto in video materialom, se mi zdi, da je to dodana vrednost, na kar ste se tudi že odzvali večkrat. Jaz vas pozivam, če imate kakšno dobro zgodbo s Katrco, dajte jo v komentar zapisati, ker jaz vam povem, da to je tako veselje brati. Ko pol prijete, pa prepenjate fotke. No, glavno seba pa Jure sta na Vranskem takrat posnela poziv. Folk, če imate kakšno dobro zgodbo s Katro, dejte poslati, še kakšno fotko poslati. In tega se je vsul, mi smo se komi čez to prebili. Yeah. Jure je rekel, da ima velikega dela, da je vse to prebral pa predlistil. In mi smo ene par teh odzivov smo tudi posneli v živo, tako da zdaj v podcastu pride tale vmesen del, zato tudi vsem tistim, ki poslušate na audio platformah, svetujem, da mogoče uček vršte, ali ne zdaj, ali pa kot emelcajt, se boste tudi slišali vse to, vršte na YouTube. Mi bomo zdaj tele odzive malo zarolali, pa ima pa Jure še par zgodb pripravljeni, ker nismo zdaj mogli z vsemi se zmeniti, z vsemi posneti, tako da nekaj smo pripravili, pa pridemo nazaj. Jan, živijo. Pozdravljen. Dobrodošel v podcast, pa vse tvoje Katrce tudi. Hvala lepa. A je ta tvoja Ljubica še vedno najhitrejša slovenska Katrca? Kaj imamo tukaj? Mislim, da je še stalno najhitrejša, predvsem homologirana. To je zelo pomemben podatek, ker vse, kar je na tem avtu, je vse homologirano in testirano, tako da je uraden avto za na cesto. Ta avto ima 110 konjskih moči, 5 prestav, debelejše torzijske vzmeti od Renault 4F6, malo nižje, 15-solske kolesa ima, širše gume, vse 4 kolutna zavora, centralno zaklepanje, usnjeno notranjost, tako da cel kup takih sprememb ima.
Pa redni trening kle po domačih ovinkih, ali ne? To mora biti stalno, da se pajke prepode iz ospuha. No, kle imamo pa seveda še eno krasno lepotico, to je pa mati vseh katrc iz 60 let. Ti, ki si res poznavalc katrc, vožnja s prvo katrco, pa vožnja z zadnjo katrco, GTL-ko, kaj bi rekel? Več kot dan po noč. To je popolnoma drugače. Ta avto ima samo 3 prestave, 6-voltna elektrika. Brzine imajo ravno obratno, ima prvo nazaj, drugo, tretjo, ker tam je že kot sodobni avtomobili pač, no. Kako se je Jan zaljubil v Renault 4 katrco? S katrco se je pri meni začel, v bistvu je moj oče, žal pokojni, je vsak dan iz Žirov se vozil v Celovec v službo. Celovec. In je zjutraj štartil iz Žirov, zvečer nazaj in vsak dan gor dol, zima, poletje je stalno. In katrca je zdržala preko 350 000 kilometrov brez enega problema, samo servisi redni in avto je delo brez problema. In takrat je moj starejši brat začel ta avto raziskovati pa preučevati, mene je pa avtomatsko za seboj potegnilo in takrat so z bratom navalili na katre in in se je to začelo, ena, pa druga, pa tretja, četrta in to je kot droga, to kaj eno kupiš, ne moreš samo ene imeti. Če bi jo dal na lestvico dvorane slavnih avtomobilov v vsej zgodovini, kako visoko pri tebi kotira katrca? Mislim, da bi bila zelo pri vrhu. Glede na to, da je toliko preprost avto, toliko pocen, kad je bil, glede na ceno, na uporabnost je katra za moje mnenje zelo na vrhu. Povej mi še nekaj, v usporednem življenju z novo katrco, koliko časa bo katra kot original še živela? Kakšno življenjsko dobo ji daš ti? Mislim, da je katra brezčasna. Glede na to, kar imam delo z obnovami, z izdelovanjem novih rezervnih delov, ni omejitve. Vsako leto napreduje, vedno več ljudi izdeluje nove rezervne dele, vedno večji je trg z novimi rezervnimi deli. Jaz mislim, da je katra brezčasna. Pač. Mislim, da bo preživela novo katro, da bo novih kater, sedanjih kater ne bo več, ki bojo te še živeli. No. Jan, hvala, ker neguješ in ohranjaš tehniško kulturo. Hvala lepa. Super. To je to, fantje. Gremo naprej. Kako je šla najbolj slavna rock katrca slovenska na streho? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kam ste se peljali? Jaz sem skoraj siguren, da smo šli na koncert v Slovenj Gradec. In seveda, ko smo se vračali nazaj iz Špila, so fante hitro zaspali. Jaz sem imel musko in kar naenkrat se je tista klasika zgodila, ker vsem dosti in tole že na poti, da te malo zmanjka. Ne? In mene je ravno takrat zmanjkalo v enem ovinku. Na srečo ni bilo preveč hitro to, odvil sem malo volan, da nisem šel direkt čelno v drevesa, da sem se spomnil samo to vej, udarca in jaz sem bil potem, drug kadar je bil pa tak, da sem bil na vrh hribčka v bistvu in katrca pa potem dol na strehi in potem so fante ven prišli. Dejansko so inštrumenti ostali noter celi, ampak je neverjetno, da edin, kar je še ostalo od katrca, je bil motor, ki se je prodal v Belo krajino. Kaj je, še kakšno izmailo odpremo? Ajde, zdaj pa še pokaži, kar smo vzeli. Jaz vam moram, ljudje, se bomo tukaj tudi, oziroma smo pripeli slike zraven. Jaz vam moram povedati, meni je bilo izredno veselje. Jaz kar res tak malo nostalgičen ratam, ko vidim te fotke katrc iz raznih kempov, iz raznih koncov sveta, iz krajev, ko so mi blizu bili tudi tako kot otroko. Ker jaz se spomnim, takrat vem, veš, na Dolenjskem smo imeli, je bil praktično avto, tovarniški avto, je bila Renault katrca, Renaultova katrca, pa hodili smo pa na morje v Adrine Prikolce, tiste legendarne z modro črto. In, ko se to spomnim, pojmo mi to, kar ste vi poslali. To je side quest. Eno tako iz kempa nam je poslal Branko. Zdravo. Kaj vse sem počel z mojo Julo? Vse in še več. Valjda smajli. Ena fotka za gušt iz Dalmacije, takrat je riknil štarter, kako nam je znana ta zgodba. In vseeno so nas potisnili dobri ljudje, da smo jo zagnali, pali
bilo to v kampu, v centru mesta, po noči, po dnevi, ni da zaradi tega nismo prekinili vseh naš norih počitnic. Nadaljevali smo, kot da se ni nič zgodilo. Ko pa je pač Jula vžgala, smo drveli novim dogodivščinem naproti. Je pa nastal edini problem, pazi, zdaj smo pa pri zapletu. Ko sem jo prodal, kupil je model iz Novega mesta, katerim je dal lažne podatke, s prepisom seveda se v tistih časih ni mudilo. To pa sem izvedel šele, ko me je kontaktirala policija in klic iz predstavništva konzulata na Dunaju, da moja Jula stoji na privat posestvu nekje pri Gracu v Avstriji in da če jo pridem iskat, bo strošek takrat 5000 šilingov, jaz sem jo pa prodal za 1700. Zadevo sem pojma nimam, kako takrat nekako izpeljal, ne da bi videl avto. V glavnem, sami fajn spomini. A veš, pač čakaj, pejmo naprej. Zdravo, dostavljajo perilo v gostilne čez dan, potem pa pozno noč še pice. Še zdaj jo vozim in tu pa sploh prebrati ne znam, in predvidevam, da je bi to zatilk in predstavljam pačico menjalnika lahko z eno desno roko. Caterpillar legenda. Kdo je bil to, Omave se je podpisal, dec? Ja, Gašper, sorry Gašper. Evo, pa en predstavnik mlajše generacije, da ste mislili, da so katrce povezane sem z nami, fotri, ki imamo že malo zarustano brado. Dobro dan. Sem si kupil katrco, ki je v moji lasti že 23 let. Kako pa sem prišel do nje, je bila velika borba starši. Še predno sem imel vozniški izpit, sem se veliko kot sovoznik v katrci vozil z dostavljavci pic in takrat sem se zaljubil v obliko katrce. Ole, zakaj? Zato, ker je bilo to res noro poraben avto, ne Miha? Doma so mi rekli, ko sem naredil vozniški izpit, sem vozil mamin Renault Clio 1, ampak to ni bilo to. Jaz sem si hotel kupiti svoj prvi avto, seveda katrco. Doma so rekli, da je to truga na kolesih in da ne sme kupiti, ampak jaz ne bi bil jaz in sem šel v Brezovico v podjetje Dolinčar in sem si kupil komplet 4 novih aluplatišč, ki pašejo samo na katrco. Kmalu zatem, se pravi, on je najprej kupil alufeltne za katrco, to Miha, tako se to dela. Če se ne motim, Andrej Rep je tudi najprej kupil dirkaški sedež, pa ga imel doma v sobi. Kmalu zatem sem si kupil katrco letnika 1991 bele barve, takrat je bila stara 11 let. To je bilo leta 2002. Imel sem tudi veliko željo po predelavi, saj je ravno takrat prišel tudi film Fast and Furious. Vsakemu, ki sem razlagal, kakšne plane imam z njo, so me vsi po stran gledali, zakaj bi kdo delal tuning na R4. To je sicer res, ampak glede na fotko, ki je poslal to. Najprej sem dogor alu platišča, potem je sledil še športni auspuh od Lauša, potem temnenje vseh šip, razen vetrobranske, in na koncu sem jo še spustil v tla skoraj do konca. Čez kakšne 2 leti je sledilo barvanje, a ker je bilo narejeno bolj tako, sem jo leta 2011 še enkrat prebarval. Sedaj je metalik oranžne barve sperla na rdečo in za alu platišči od R5 Alpine Turbo. Prilagam slikco od nakupa in 2 slikci, kakšna je sedaj. To. Bravo, Miha. Si to. Bravo, Miha. To je dobro, ja. Imamo mi kakšno? Imaš ti kakšno zgodbo s katrco? Dej ti tvoje, povej. Jaz imam eno. Ne, dobro, imam še to. Moj brat teste leto, pa je dobro, da ni bil pri 500, ki je vmes vrat odprl, pa ven skočil. Recimo. To je bil kar izziv, ker vrata so se vse malo tako odpirala, brste smo mogli noter vtakniti v okno. Ne, moja... Kakšna je pa zgodba, daj? Veš kaj, jaz po mojem sem že kot mulj zvedel, da bom te avte, ali ne vem, da jih bom menil, ali da ne bom mogel biti dolg z enim, ali kakorkoli. Ti seba je bil velik dan, ker je ravno naredil katrco, tako pa zbiti vesel, da ko mi čakaš, da kupaš. Ne, se nisem kupil nove, rabljeno. To je že zelo dolg nazaj, kar sam. Bila je pa to moj, po mojem, 3. avto.
Ja. Ja. Začel sem s Fičoto, Ja. pa sem nadaljeval z Bovco, Ja. ta je bila huda. Pa sem imel pa to katrco in je bila ful dobra in ne vem, glej, sploh ni bilo nič narobe z njo. V nekem trenutku me je prešinil, da bi jo prodal in nisem dober prodajalec, ne. Tako da, Poceno si je dal. absolutno ne. Ne vem, a dal sem v glas, sploh ne vem, kako se je to takrat delalo, po mojem sem jo dal v glas, ja. Salomon oglasnik. Ne. Pa si že, ne, veš kaj, da je bilo. Pravzaprav ne, dal sem jo po mojem že takrat. Autofoto. Fotomarket sem je dal. Takrat sem pol tudi začel tam delati. Ne zato. Ampak dal sem jo v glas in poklical me en človek iz Murske Sobote. In je rekel, jaz bi to kupil, se je rekel, ok, prid, pa boš kupil. In on prav, jaz bom prišel, ne vem, v soboto ob 12. Pridem z vlakom in jo odpeljem. In ta tip res pride, tudi ker če ni bilo mobitelov pa tega, mi smo bili tako nekako zmenjeni in ona dva res prideta do mene, dva sta prišla, pravita mi, se zdaj z vlakom prišla, po tole katrco pa to, in se vse pokažem pa to in pol ona dva reče, tako je zadnja cen. In tle sem pa jaz lolek totalno. Jaz sem ima to katero toliko spustil. Zasmitla sem si ti. Ja, ne. Sebi pač nisi dober človek, glej. Vem, a veš, modela sta prišla z vlakom, rekla sta, da so te pripeljala z vlakom, so da so te z avtom odpeljala, vedela sta, koliko katra stane in jaz sem jo še toliko spustil. In to me boli, samo to se spomnim, da sta ona dva rekla meni, mi se z vlakom prišla, so da se z avtom odpeljala in pol koliko je zadnja cena in bam, dam vam za to. Zakva? Evo, sebi pa roka. Točen tako. Ne? In ona sta se odpeljala in jaz pol tistko gledam za to katero in se rečem, pizda stikne. Pa še pa ti z vlakom dam, a? Glik to, da je za vlak ostal. Ne. Tako da, to je bil moj najslabša prodaja ever. Še danes ti je žal, da si jo prodal, ne? Ja, ker sploh ni bilo nič narobe z njo, pa sem pa še poceno prodal. Si hotel menati. Jaz se spomnim, a veš, tudi boste razumeli, zakaj sem jaz, ne, jaz v bistvu, odkar spomnim se zase, moja mobilnost do... Se spomnim zase. Moja mobilnost do mojega 18. leta je bil Renault, nič drugega. Mi smo imeli oranžno telko z unimi seksi rad kapami kromiranimi. Da povej. Vedno so videti govorili, da je mikrofon bližji. Bom pa pojedel. Bom dojel komentar, da naši pa je ful, pa nimamo še unih mrež, pa smo rekli, zdaj pa malo bolj stran in zdaj Jure ful leze v mikrofon bolj skupaj. Do prejšnjega podcasta, da je Jure v mikrofon govor, ker je vedno tako govor. Zdaj le ga pa vlečem strank, ker za njim lezeš. 85. 86. smo kupili belo GTL-ko. 34 konjev. Kaj mene fotor prvič proti Ljubljani pel s tisto GTL-ko čez Višnogorski klanc, kad seveda ni bilo avtoceste. Ja, se zdaj, da letiš. Ja, meni se je zdelo, da je fotor Ferrarija kupil, ne katro, ne. Pa ko smo videli v tretji, nazaj, ko smo se v Novo mesto pelali, ko smo v tretji prehitevali FAP-a v Karteljev klanc proti Novo mesto. Se je rekel, ta Renault je čudo. Sicer sem pa se pohvalil šol, pa rekel, mi smo počeli 21, ko kupili ste si isto. To je bil preskok, ampak Naši sosedje. tukaj, da boste vedeli, kaj meni to takrat pomenilo. In pa vsi, ki poznate mogoče zgodovino katrce, ne, TL-ka je imela še tisti podolgovat števc, ki je šel tako, pa ful je bil slabo osvetljen, ne. Pa je imel pa GTL-ka okrogu števc za hitrost, pa zraven set. Tak prav, takrat se je meni zdelo bolano sodobno, ne, tak set kontrolnih lučk, pa števc. Ne, kar nekaj pojema. Jaz sem zvečer, enkrat me je fotor nazval pol, ne. Mislim, s kurcem me je po domač, ne, ker jaz sem hodil zvečer, mulc, sedati v garažo, pod bloki je bila taka podzemna garaža, čisto odprta, se hodil v števc gledati, ječi prežigati, pa žmigovce prežigati, da sem enkrat se tuh cajt dolg v večer igral, en zimski večer, da sem akumulator spraznil. Veš, ampak ja. Ej, a ti sem povedal, že to zgodbo, ko je katrca penzlo vzela mezinček?
Ne, so dirkali v Šentridu okoli bloka, pa je bila katrca parkirana, je imela zadnji odbijač, je bil, ne vem, je bil malo odrezan, ne vem, kaj je bilo, ampak so okrog s kolesi dirkali in je, to mi je Saš mi je takrat to razlagal, in je penzel preletel okoli ovinka, je še čist blin katrce in kaj je gonil in je mezinček noge zataknil not v odbijač in mu je sam in ni bilo več. Je zgubil mezinček na katrce. Veš, ko mene fotor Stavi niso tudi najdel nekako. Veš, ko mene fotor s katrco zbol. Ko? Ja. Mene je katrca šamar dala, brez da se je vozila. Mi smo imeli, tudi Gregorčiči smo imeli, tudi drugi radi katrce, tudi stric Stane imel katrco, pa stric Boro imel katrco, ne. In smo enkrat prišli k njim na obisk in oni so v hiši živeli, ne, in se tako pripeljamo in jaz sem videl bratranca, ne, in skočamo, predstavljaj si sovoznikovo stran, ne. Skočem vzad ven, pa grem za avtom, za katrco, pune batine, šprint tečem ob katrci naprej proti hiši. Fotor ni videl in vrata odpre in jaz dobim, če boste imeli šanso, pogledajte od katrce vrata, tako iz preseka, ne? To je tak kar oster bil. In se jaz sem zbudil v Jagodah, ne? Ko jaz skoči odprem, pa tako stric, pa moja mama, pa fotor tako gleda, si v redu, in sem tako že strajfen, ne. Ko je vrat odprl, se zva direkt v tisti rob za let, pune batine. Ja, tebe... Jaz sem dolgo, Katrin strojni poljub, ne. Jaz sem tudi eno bližno srečen z Renaultom, sicer bomo zdaj šli razred više, ne, ampak mene je pa Renault 5 povozila, to veste? Ne. Vse to malo odmika moramo, ampak jaz sem bil pred blokom v Lukovci, pa vem, da sta bila tam Urša Jemc, pa Metko Urbanija, sta tam sedele zraven, jaz ležim na skejtu. Sprav hrbet na rolki in se poganjam, sem tako malo naprej pa nazaj, ne da sem se furil, sem tako, in jaz kar naenkrat zaslišim en zvok, ko nisem prepoznal, da je avto, pač nisem bil pozoren, in zaslišim, da se mi nekaj približuje in gre čez mene senca. In jaz nekaj začutim, bum, nekaj me po glavu udar in jaz, ker senč odprem oči, sem do popka pod avtom stari. In je ena od Andrejke, tale je šla rikverc, ki je hotela pač zaviti rikverc, da je šla v drugo smer. Ja. In ona je šla v rikverc tam tudi in je šla rikverc direkt čez mene, stari. In jaz sem odprl oči pod avtomobilom in dobro, da mi ni povozila pizda čez glavo. Sej kriv sem bil jaz, ker snimam kekam na tleh delati, ne, ona me tudi ni mogla videti, ne. In senzorjev pa tudi imela, ne? In potem se Urša pa Metka se začneta dreti in pa Luna že hoče speljati in jaz sem deren spodaj, sem vmes dal sketa padel, valjda, in pol jaz ven zlezem, pa so šli po moje starše, pa so, ti v redu, pa me najbolj razpizdili, ker me je zamenjala za moja dva brata, ki sta 10 let starejša, pa mi gleda, komotarjev, a sem Andreja Sernost? Jaz ko pizda Ciril sem in prije ati pa mami, pa če vse v redu, avto ga je povozil, jaz ko ne v redu sem, pa jaz sem, koliko sem star 10 let in pol fotor pa mast reka, zdaj moramo to domov, včasih, če si otrok je naredil, pa nisi jo takoj sleč pa obano, ja. Pa sprat pa pogledat, kaj je. Če kaj teče. Ja, če kaj teče in to je bilo blok pa do naše hiše pa malo klanca dol in ko zdaj gremo domov pa obdano, jaz ko ok, stopim na skate pa se odpeljem dol po klanca, pa vsi za mano, ne! Ko jaz kaj je tam pred transformatorjem, počnem dal skejta, ko je gleda za mano laufa, ne vemo, če si v redu, mislim, sem v redu. Pa smo šli pa gor, pa sta me slekla, pa pregledala, če sem v redu. No, viš, če te pa Katra povozila, to pa sploh ne bi vedel, da te bi povozila. Ti bi bil malo v senci, bi zazehal dvakrat in to je bilo to. Ej, tega da moram še prebrati. Dej še enega preber, pa gremo pa na to novost. Drejc je pisal. Drejc? Drejc. Ej, a bo pisala uno, a veš, da sem se enkrat povozila. Ni bila Katra, ali pa Petka. Slovo pa tudi tako, nasmejanje, to fotko moramo tudi noter dati. Dej. To je moj prvi avto, moja prva Katrca, Katjuša, rdeča, s pravim karakterjem. Dedek mi jo je podaril, ko sem naredil izpit. Kva bi jaz dal, mi dedek dal Katrca, svaka čast. Ime, stari. Katjuša. Enkrat me je kolega prosil, da jo uporabim za mobilno promocijo, najbrž veselice ali krajevnega koncerta, točno več se ne spomnim. V kabini sem imel mali studio, pretvornik na 220 voltov, audio večevalnik, mix pult in kasetar z naprej posnetim audio zapisom. To se je včasih oglaševalo po mestih in vseh. Ko še ni
ko še ni bilo ustvari dogodek na Facebooku. Ja, megafon na vem. Evo, by the way, fotografiran v Sodeski občina Dolenjske Toplice, ko sem krožil po Novem mestu in njegovi širši okolici cirka leta 99-2000. Danes bi temu rekli vintage marketing on wheels. Takrat pa je bil samo en dan v duhu improvizacije, študentskega dela in dobre volje. Bravo, Drejc, pa nasmejan, pa v rdeči katrci. To je to. A veš, biti katrce, ne? Katrca je avto, ki se ti zaradi te njene, bom rekel, enostavnosti. Ne? Poglej, kaj je Mart povedal na podcastu. Da je namest klasičnega zavornega olja so olivno olje nalili na krasu. Ja, se res. Zaradi te njene enostavnosti, tu je bila lahko super družinski avto, lahko je bila super avto za malarja, lahko je bila predelana v kemp avto. Eno sliko nam bom pripel, so nam poslali z obale kabrio katrco. Tako da, veš, to je ta modularnost, ki tudi, če ti nisi rabo biti inženir, nisi ti rabo imeti doma stružence, da si to katrco si prikrojil tako, da ti služile. Ej, preden gremo na ta nov stop. Evo nas, čak sem malo. Smo nazaj, nadaljuj, povej. To je dokaz, da je bila Katra velik avto, ki Nismo nismo spravili celega njene gigabajti ne gredo na Orange veliko gigabajte kartico. Zdaj, če je na audio platformi kaj zmanjkal, je mogoče del podcasta, smo morali zvok uporabiti, je bil slabše kakovosti, kar ste najbrž opazili, ker smo uporabili zvok iz fotoaparata. Upravičujemo se, Katra je prevelika bila za tole spominsko, vidim, da sem jo preslabo spucal, preden smo začeli snemati, ampak mislim, da je Nisi vedel, da bo to velik zalogaj, ja? Nisem vedel, da bo Katra tako velik zalogaj, ja. Nisi verjel, da dobrih 700-800 kg avtomobilske vsebine lahko toliko prostora zavzame. Ja, tako je. Veš, kadar se avto zapele, ne samo v garažo, ampak v srce, je to. Ja, točno tako je. Preden gremo na to novo katrco, hotel sem vam povedati, če ene 3 katrce, ki so mene najbolj šokirali. Dej, povej. Tovarna Flon Za eno vem, kjer boš rekel. Za kjero? Ena, ki je damam bila všeč. Ja, Parižanka, itak, Blue Jeans generacija. Dej, povej. Ne, ta katrca v resnici ni bila nič posebnega, je bila dizajnersko. Ne? Jaz sem gledal bolj tehnološke stvari, ampak bomo tudi Parižanke pripeli zraven. Ne? Najprej začnimo z najhitrejšo katrco najhitrejšo katrco vseh časov. Bila je predelana iz poštarske katrce, se pravi, je bila buna, ki je pol iz nje ratal Renault Express, verjetno je bila v času original rumena ali pa oranžna, ne. Klej je bila kar dobro našminkana, je na slanih ravnicah puščave Bonneville, ne. Pazi to, namerili so ji 237 km/h, noč so pa postavili 1,4 litrski turbokompresorski motor iz Renaulta 5 turbo z 285 konji. A veš, ko ta katrca v živo zgleda? A smo dali slikco? A si pripravil kaj materijala? Bo. Ok, dobro. Leta 80. Zapiš. Leta 80, zdaj gremo pa, ne, leta 80 en reče, lej, pač Katra je sodobni križanc, cestni teren, kakorkoli mu rečeš. Zrihtali so specialko, jo poslali čez Saharo na legendarni Dakar, takrat je res bil še legendarni, Pariz Dakar. Katrca, 4x4 pogon, Simpar, izpuh na strehi, masa z vso opremo, z varnostno kletko, s povečano prostornino, posode za gorivo, 1100 kg, ena težjih katrc, 160 je letela, ba je kot keks, ne glede na to, kaj je bilo pod kolesi. In kaj se je zgodilo? Prišla je na stopničke, ne? A res? Ja, leta 80. Dej nehi. Meni najljubša, pa najbolj odbita, ne, je bila pa lahka 590 kg vojaška katrca Torpedo s 4-kolesnim pogonom Simpar, ki je bila pa prirejena za helikopterske desante. Se pravi, to je bila pa katrca za tujsko legijo, zakačil si jo pod kavelj helikopterja, dvignil, dostavil tam, ki si rabil, napokal so se gor in šli v borbo. Stari, da bi imeli v pivki tako, a? Pa da bi jo jaz imel doma. 570 kg. Daj nehi. 570 kg, ta katrca je bila
francoska različica Willisa. Ej, až kaj zdaj le mene zadel? A ni čuden, zdaj, ko smo se malo potopili v to nostalgijo, zakva tudi ta nova tako vleče, tudi zato, ker je zgodovina Katre res tako bogata, stari. Folken je njo navezan, zgodovino ima absolutno na svoji strani, po uporabnosti, po konceptu, po vsem. Ne? Pa, veš kaj, jaz mislim, da je glih zato, ker je bila toliko uporabna, da je, a veš, imeli so jo, ne vem, družine, firme, ne vem, obrtniki, za vse je bila dobra. Vse si lahko z njo počel. In, a veš, trpežna je bila, ne? Recimo s Fičotom, ne vem, z Bovco tega nisi mogel, ne. Katra je bila pa čudo od avta. Kaj sem hotel zdaj še? Preden gremo na to novo, sam še to. A sta vidva smatrala, kljub temu, da gre za drug segment, ampak je bil tudi en tak zanimiv tič, da je bil Kangoo duhovni naslednik Katrce? Mislim, se v Kanguju se je na začetku tako govorilo, ne, pač zaradi koncepta, ampak Kangoo je v bistvu, Kangoo ni bil duhovni naslednik, Kangoo je hotel biti Katrca, ratov je pa čisto en nov avto, ki se mu reče enoprostornež, ne. Ja, veš, eno prostorno še Renault že imel prej kaj, ne? Izhajajo iz... Kangoo je prišel iz Ekspresa, ne? Ja, iz Ekspresa je prišel, ampak vseeno Ekspres je bil še zelo obrtniški, ne? Kangoo je imel pa že tudi te fore, tudi oblikovne, pa upremo kabine tako, da si rekel, ok, to ni sam furgonček, če bi imel klezice, ne? Ampak ja, Kangoo je zagotovo avto, ki je podaljšal to namembnost, predvsem pa je, bom rekel, bil eden prvih, ni bil edini, bil je pa eden prvih, ki je bil tudi Berlingo, ne? Pa ne smemo pozabiti na seveda Cadija, pa to, ne? Ki so pa že pokazali, da v bistvu ta strogo obrtniški pa strogo družinski svet se da pri teh avtomobilih zbližati, ne? In tudi danes, ne? Če pogledaš, veš, vsi, ki imajo te avtomobile, so v bistvu na njih pa zdaj močno obesili družinsko mobilnost. Ne? Lej, vse te turnejote, ta novega Kangooja, ta novega Rifterja, Peugeotjevega, Berlingota, Combo. Ne? Tu so vsi po slovesu klasičnih enoprostornežev, ki je imel veliko vlogo pri njih, seveda tudi Renault s slovitim Espasom, ki je takrat ven prišel. Ne? Ja. Ki je iz kombija naredil osebni avto, vrhunski. Moj verjetno en ljubših Renaultov je bil Avantime. Ja, veš, da sem ga imel zdaj, sem ga imel v mislih, pa sem se mislil, če ga omenil ali ne. Avantime, če mene vprašaš, je bil krasen avto, ampak v bistvu pa za takratno percepcijo pa celo preveč futurističen. Stari, ti Avantime danes vidiš, pa rečeš, kjer vesolci pa ta model. Zanj so ga videla s Jerryjem v Sevenci, enega lepega ohranjenega pred enim vlokom. Ne. Rdeč. Bordo rdeč. Teh je bilo tudi veliko. Ta avto je pa meni stari. Meni tudi. Coupe kombi model, vi ste pa brez. Pa vrata, ki so se na preklop, ki je imel tak... Vrata brez stebričkov, dal si šipe dol, streho odprl. Noro. Gremo na to novo. No? Jaz bi že končno rad Savanko omenil. Jaz ne vem, bo ostala samo ena na svetu. Sam mi, ki smo prišli na Dansko, je Renault pripeljal dve navadne, običajne Katrce, o katerih smo že prej malo spregovorili, kaj jih veže z dizajnom na to originalno. Ampak pripeljali so pa takrat tudi Savanko, ki je bila koncepta, prototipa. Kaj je bilo to? To je v bistvu malo razmišljanje na temo 4x4 Katrce, ne, Jure? Ja, sej 4x4 Katrca je... In zdaj, ko to snimamo, je še velja embargo, ne? Ampak, ko bo pa tale podcast zunaj, pa embarga ne bo več, zato si zdaj drznemo že kažeti posnetke, pa vožno, pa tako naprej. Ne vem, jaz bi rekel, jaz srčno upam, da bo ta odločitev pala in tudi stiskam pesi, da bo Savanka to, kar smo jo vozili na Danskem, postala serijski pleh, serijski zobniki, serijske občutke. Jaz v vožnji bi vam povedal točno to, da ko se v to Savanko sedeš, seveda je to neprimerljivo z vsemi Katrcami, ki smo jih prej naštevali, ne? Ampak dejansko to je edini avto, ki sem ga jaz smel pelati samo po pesku, sploh ne po asfaltu, in že to veliko pove. Ne? Mi smo z njo prišli na danski pesek, skrbnik je bil eden od Renaultovih inženirjev, smo se takoj poštekali, takoj mi je začel pokazati, kako ima ta novo Katrco. Kaj pa passion, stari. Ja, passion, da ima že na ta novi Katrci kljuko gor. Točno to mi je razlagal, kar mi danes razlagamo v podcastu. Se pravi, mi smo spet naredili avto, ki je praktično za vsakogar. Ne? In tudi, če tako pogledaš, če grem iz Savanke,
Savanka bo seveda, jaz srčno upam, serijska različica 4x4 katrce. In zakaj sploh narediti 4x4 katrco, pa jo malo povišati? Ja, glih zaradi tega, ker s tem razširiš pač njen doseg ljudi, ki jim bo prav prišla, tudi mogoče v krajih, ki si ne bi predstavljal, da je lahko električni avto, pa bo Savanka, ne? Jaz upam, da bo. No? Jaz mislim, da bo imela tudi večjo vlečno moč, kot jo ima ta nova katrca. Dobro, ta nova pa ta stara katrca sta tukaj kar poravnana. Ta nova katrca lahko vleče 750 kg, ta stara pa jih ni dosti več vlekla. Mislim, bila je, v resnici je bila manj, ne, ampak dostikrat je bila preobtežena. Ampak tudi, če se vrnemo mi nazaj v koncept katrce, ko je. Ne. Katrca, kljub temu, da je električni avto, je v bistvu še vedno dosti light avto. Ne. A veš, ona ima... Koliko pa tehta sloh? 1462 kg. Ta nova. Ja, oba dva sta pod tono pa pol, spetko. Ne? In tu se pozna tudi v tej vožnji, bom jaz rekel, pa predvsem se pozna, da lahko z razmeroma srednje veliko oziroma tudi kompaktno baterijo zagotovi tistih svojih 300 km dosega. Ne? In tu je mene v resnici najbolj pomirilo pri ta novi katri. Jaz mislim, da nekdo, ki si jo bo kupil za družinski električni avto ali pa tudi v končni fazi drugi družinski električni avto, ne, če jo primerjamo, pa glede na to, da zdaj pri njenemu nakupu pomaga država, pa malo pomaga Renault, ne, tudi s svojimi akcijami, je tu spet po eni strani moja največja bolečina, ne, ker to še vedno ni bila cena katrce taka kot nekoč, ne, ampak je jasno, da ne more biti, ker 33 let tehnološke razlike smo tudi pokazali, kaj to na cesti pomeni. Ampak vseeno, jaz hočem reči, da najbolj dragocena stvar pri tej reinkarnaciji je to, da je pač nova katrca obdržala ta vibe uporabnosti in da jaz jo vidim, bom zdaj kar naravno povedal, tudi kot svoj družinski avto. To si pa že zanč nekaj rekel. Ja. Vse me v bistvu nis presenetil, pa ne zato, ker si ti navezan na katrco, pa na to, kar je pomenila. Ampak to vam povem čisto iskreno, ne, da bi rekel reklamo delov. Zato enostavno in tudi zagotovo igra faktor tudi to, kaj jaz sem s katrco doživel in preživel. In to je mogoče tudi zadeva, ki smo se mi v enem od prejšnjih podcastov pomenili. Kaj danes človeku pomeni še tradicija? Ne? In jaz vidim, ker sem se s to katrco ta novo vozil po Novem mestu. Pa še prej smo jo mi na testu imela avtomobilnost. Jaz, ko sem jo v špeglu zagledal, ko so šli mimo moje vasi, Miha, je šel, ampak ni prišel na kavo, ki vedno govori, sam se veš, Miha, ne? On je... Sam mim pade. Ja, on je mogel posneti intervju s katrco, ampak pustimo to. Hočem ti reči, Miha, lahko bi se oglasil, ampak takoj sem ga v špeglu zagledal in takoj mi je bilo lepo pri srcu. A veš, in tudi, ko sem se vozil s to katrco, odzivi ljudi, tudi tisti, ki so jo pokritizirali. Jaz sem se z enim človekom dobil v Novem mestu, sem se ustavil, ker je čist disal, ne? Pa je pa zraven prišel, pa sva se pogovarjala, pa je rekel, matrat, se imaš pa prav, ne? In, a veš, ta tradicija avtomobilska, evropska, se mi zdi, da pol čez take modele pa res pride do izraza. Tak imam jaz občutek, no. Mislim, meni je všeč, da katrca dejansko medtem, ki mi je petka konceptualno všeč, bolj nekonceptualno, pač po obliki, zdi se mi, da ima tak vibe, ki je mogoče bolj meni všeč, ampak katrca ponuja pa še praktičnost, pa ponuja drugi vrsti kaj, pa prtlažnika ima neki. Ti si se gladko spravil v prtlažnik na Danskem, me je kar malo presenetilo. Ja. Veš kaj, po mojem je spet koliko originalno, ne? Veš, ponuja uporabnost in če je petka recimo lepa, je katrca uporabna, 4 lahko normalno noter sedijo. Ja, vse to je to. Ja. In tle pride do izraza to, da je lahko družinski avto. Ne? Sej v končni fazi tudi sceno. Ja. Kje pa se začnemo s ceno? Kje smo? Cena je plus minus kot čez palc, je 2 jurja dražji k petka. Kaj, pa dobrih 30? Ne, začne se pa 21, če odšteješ, če uračunaš subvencijo. Ja, pa... Recimo, da okrog 30. No. Ja, no se. Ne, oziroma manj je, no. Manj je. Ne? Ampak petka pa 28 začetek. 26? A ja, ok, pa ima napaka. Odvisen zdaj, spet odvisen, kjero, vse te osnovne, zdaj ne vem, jo že prodajajo ali še ne prodajajo. Z subvencijo je domov vstopno peleš za 21 jurjev.
kar je za družinski avto čisto v redu. Dobar, tudi malo odvisno od velikosti družine. Dajmo zdaj to tudi rezervo imeti. Rečemo za mlado družino. Ja, ok. Ker so otroci majhni. Ja, s tem, da je pa treba povedati, da velika razlika med novim Renaultom 5 in novim Renaultom 4 je pa glih prostornost na zadnji klopi. Kakle je pa katrca. Ja, sej, to sem cilj. Katrca je v prednosti. Pa Tesla je imela en dober kufrček na strehi, to je pa tudi dobro izgledalo. Ja, dobro je izgledalo. Imamo kakšno fotko? No, ja, imamo. Za ne drugega izbranska. Bomo dali zraven. Kar se pa tiče kufrčkov, pa vidiš pri električnem pogonu, koliko vsaka sprememba aerodinamike pa poruši ravnovesje v tem, kaj avto oblupa, kaj da. Ne? Ampak vseeno, hotel sem pa še eno, ker tukaj moramo primerjavo narediti, ker smo tudi posneli video, se je objavljen med Stožce, sta staro pa sta novo. Ne? Je pa vsem, ker malo razlika. Ja, fulvelke. Ja. In tudi udobje vožnje v resnici, kakor se mi vsi naslanjamo na te legendarne veleslalomske poteze stare katrce. Ko ti ta novo katro zapeglaš v vink, pa tudi odzad več vodilna prema, posamično upeta kolesa, tudi odzadej avto se res vrhunsko pele. Vse bi bilo res žalostno, da se ne bi. Ampak tako da ta Urikorc pa zasukati zdaj s ta novo katrco, verne duše lahko naredite. Nostalgija še nikoli ni bila objektivna, vse je prav tako. Ne, pa če še kleje vzporednico potegnemo, kar se pogona tiče, ja, se vem, da ste veliko ljudi nam je pisalo, če bi saj naredili hibrida ali pa ne vem kaj. Ne, katrca, petka, Twingo so pripravljeni z elektropogon in so tudi rekli, da so jih namenoma tako naredili zaradi njihove učinkovitosti, pa tudi v končni fazi zaradi prehoda tradicije, da s tradicijo ti stopiš v nov energent. Saj to je tudi v resnici dobra marketinška poteza. Nič narobe. Nič ni narobe s tem in te avtomobili so se začeli prodajati, ampak je pa zanimivo, da v bistvu ta nova katrca še vedno ni ta nova katrca še vedno ni najhitrejša katrca. Ja. V bistvu 10 km/h leti manj kot dakarska katrca. Če jo primerjamo direkt, leti 150 na uro, ta nova una je šla po puščavi 160. Je pa zagotovo po navoru najbogatejša katrca. Ki pa smo? Ki ima pa 110 kW moči, pa 245 Nm navora, pa po pameti. Pa jaz sem se z njo v dežju pelo, pa sem iz čiste navade vzel sabo Viledo, tudi ne rabiš. Okay, to je vrhunski moment za zaključek tale podcast. Jaz sem vesel, da smo se... Kva? Še to. To se mi zdi pa zelo cool. Vse sem vedel nekaj. Pri ta novi katrci. Bit Renaulta je bilo tudi v tem, da so vedno razmišljali o tej varnosti. Se ne, da drugi niso. Samo oni so načrtno tudi določene stvari predstavljali ljudem, zato da je tudi v zavest prišla ta varnost. Ena zadeva, ki se mi je top zdela, pa tu poglejte, pejte v katerkoli salon, katrca ima na vetrobranskem steklu QR kodo, ki pritisneš gor, ta nova katrca, pa imaš vse ključne stvari za reševanje iz avtomobila. Za gasilce ali pa za kogarkoli. Tudi zate je dobro. Tudi če si lastnik katrce, je fajn, da veš, kje je centralno stikalo za komplet štrom ven vršt. Da tu narediš brez kakršne koli škode. Tu pejte pogledat, skenerite, vsak ima pameten telefon, boste videli, kako je reševalna karta dobro narejena. Meni je bilo tu top detajl res za pohvaliti. Druga zadeva, požarna varnost. Se pravi, če gre kaj narobe, če bi prišlo do prebitja celic baterijskih pod zadnjim zicom, jaz pa ciril sva ga razkopala, sva najdla čep, pride gasilc, da redukcijo gor, cel prbije in teče voda čez ohišje pogonske baterije. Se pravi, ni treba cel avto potapljati. Teče voda not in niso slikco naredila? Sva tudi slikco naredila. Okay, pa še nekaj, ta nova katrca, to mi je pa tudi cool mi je pa zato, ker vsak, ki si bo katro kupil, saj jaz, če si bom jaz uspel ta novo katrco kupiti za svoj družinski avto, jaz si ga bom sigurno hotel malo po svoje nakičkati. Da ne bomo rekli, drage dame, pa tudi fantje, ki nam v resnici pomeni, kako naš avto zgleda, ali pa cune, sebi. Ti imaš uniformo skozi gor, ne seba. Ja.
pa neki DKV kombinezoni. Lej, brez da se Kje imaš lajbič? Malo mi je bilo vroče, ko sem v Katrci govoril. Povej. Brez da se ti kjerkoli ukvarjaš, če poklikaš konfigurator, jaz sem šel gledat 600 različnih outfitov nove Katrce dobiš nazaj. Kaj, kombo ti, kaj je streha? Nalepka je streha, feltna taka, druga, tako da če pod črto potegneš tudi legendarna Parižanka je s tem svojim modnim outfitom nazaj. Ne? Ali pa eno zeleno savanka, pa smo rešeni. Kar se pa tiče, bo pa savanka, pa sploh ni dvoma, kaj hoče Jure imeti. Ok, folk, to je bilo to. Jaz sem vesel, da smo posneli podcast. Jure še kaj? Ne. Okay. Ne, vrede. Zaprimo laptop. To je to. Podpišite se kje spodi, če imate kakšno svojo zgodbo s Katrco, dajte jo prepopati, zato ker to najrač beremo. Folk, lepo se majte. Pa Jerryjev video pogledajte, on je prvič Katrco vozil. Ja, to je res. Kje pa je to objavil, Jerry? A imaš Jerry? Mama. Nisi? Na Instagramu. Ok, malo sem že pozabil. Na Instagramu. Kako je Jure rekel? Na Instagramu. Na Instagramu pogledajte video od Jerryja. Ajde, folk. Ajde, čau.